Ja, recimo, ne, vse te veščine, ki jih mi gradimo skozi neko poklicno strokovno izobraževanje, so veščine, ki pač ne, jih umetna inteligenca ne more vzeti. Na čemer bomo mogli veliko bolj delati, po mojem mnenju, in tudi po teh prvih raziskavah, ki ven prihajajo, so pa te medosebne veščine. Zato ker umetna inteligenca se postavlja kot neki član ekipe, s katerim pač bomo mogli upravljati in imeti neko interakcijo, z umetno inteligenco, hkrati pa tudi med sabo, ne. In prve raziskave recimo že kažejo, da v ekipah, kjer je umetna inteligenca ta tretji član tima, da ljudje bolj zaupamo umetni inteligenci in se bolj zanašamo na umetno inteligenco, in to je nekaj, s čimer bomo mogli v prihodnosti se malo bolj aktivno soočiti in tudi kot vodje, kot zaposleni, se pravi, znati upravljati to hibridno vlogo med tem, kaj nam umetna inteligenca da, in tehnološki razvoj, in tem, da mi še vedno kot ljudje imamo tudi svoje potrebe in to dvoje v bistvu pač skupaj dati, ne. In to, kar se strokovno naučimo, te trde veščine, se jih bomo še vedno lahko naučili in še toliko bolj s podporo umetne inteligence. Na teh mehkih veščinah pa mislim, da bomo mogli veliko bolj aktivno delati. Zato, da bomo to dvoje lahko skupaj združili in tudi to znali kvalitetno upravljati, no, zato da ne bomo mi ostali ozadje, ampak da bomo skupaj z umetno inteligenco šli naprej.